Pozdravljeni! Spet se bomo v oddaji Ambienti družili ob prizorih najbolj izjemnih slovenskih bivališč. In ob teh prizorih verjamem, da nas vsaj malo požgečka želja po novem domu. Ampak tako kot pri marsikateri drugi stvari v življenju, se tudi tukaj izkaže, da menjava ni vedno nujna. Kaj pa, če naše obstoječe bivališče kliče samo po osvežitvi, preobleki, torej prenovi? Včasih lahko male čudeže dosežemo že s tem, da v stanovanje spustimo več svetlobe ali pa boljši zrak. Danes se med drugim posvetimo nevidni komponenti, ki močno vpliva na naše počutje. To je zrak, ki ga dihamo. Za udaren začetek pa kar takoj prava štala. Ja, čisto pravi hlev je bil nekoč v prostoru, ki danes navdušuje v modernem videzu in je hkrati z eno nogo še vedno v prejšnjih stoletjih. Prenovljena stara hiša na Krasu so besede, ki vabijo že same po sebi, ampak neverjetno domiselno oživljeno bivališče, s katerim začenjamo, je res nekaj posebnega. Lastniki so majhno stavbo sredi znane kraške vasi Pliskovica kupili z namenom, da jo prenovijo in prodajo. Streha je puščala, okna so bila zazidana, na bivanje v njej ni bilo mogoče niti pomisliti. Poleg tega je objekt zelo majhen, saj notranji tloris meri komaj 28 kvadratnih metrov. Nalogo, kako v tako majhno stavbo umestiti vse prostore potrebne za udobno bivanje, je prevzela hči Lucija, ki je takrat zaključevala svoj študij arhitekture. Prenova je rezultat usklajenega sodelovanja z arhitektom Rokom Žnidaršičem, ki je bil pri tem njen mentor na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Hiša je dobila novo ime, a iz preteklosti – Kambra. Vilma, kako ste prišli do tega opuščenega hleva v Pliskovici? Povsem slučajno bi lahko rekla. Začelo se je z razgovorom v okviru družine. Dobila sem domačo nalogo, da poiščem neko staro kraško hišo. Pobrskala sem po spletu, poiskala par kontaktov, si ogledala 4 kraške hiše in takoj, ko sem stopila v ta opuščen hlev, sem rekla si, to je to. Lucija, kako je bilo pa vam, ko ste vi prvič stopili v ta opuščeni hlev in ste kot arhitektka vedeli, da boste iz tega naredili stanovanje? Kaj vam je predstavljalo tisto zatečeno stanje? V bistvu v prvem vstopu v hišo, ki je bila v tistem času precej zanemarjena, stene so bile prebarvane, bila je polna krame, podiralo se je leseno nadstropje. Ampak že v prvem trenutku, ko sem vstopila v hišo, sem imela v glavi zasnovo, s katero smo v bistvu nadaljevali potem v izvedbo. Je bil tale skalnati zid, tale skalnati element pomemben faktor oblikovanja vsega skupaj? To je bil v bistvu eden glavnih razlogov, da smo se odločili za nakup hiše, se mi zdi, zato ker ni veliko objektov, ki so postavljeni na sami skali. Sama hiša ima dosti ozek in visok volumen in mi smo to izkoristili v bistvu z useditvijo teh 2 medetaž nad pritličje, da na koncu dobimo 58 kvadratov. Ta povezanost med prostori, med etažami ločiš bivalne prostore po funkciji, ampak jih ne zamejuješ stenami. Edina stena v objektu je tista, ki loči kopalnico od kuhinje, pa še ta je skrita tako, da izgleda kot omara. Rok, katere elemente tradicije ste želeli pri Kambri ohraniti? V glavnem tiste, ki smo jih najdeli takrat, ko smo prvič prišli na objekt in ki so nas pravzaprav začarali s svojo prisotnostjo, materialnostjo ali pa neko provokacijo pravzaprav. V glavnem so to seveda odprtine, tisto, kar povezuje Kambro s tem kraškim okoljem. Predvsem pa spušča svetlobo v ta kamnit volumen. Svetloba kot material je tukaj v eni taki celici kamniti zelo pomembna. Zato smo odprli vse odprtine, ki so nekoč na tem objektu že bile, pa so bile kasneje zazidane. In rabili smo še kakšno dodatno. Tisto smo pa naredili na zelo sodoben način, drugače. Tako da se to tudi vidi.
Vse, kar je novega, je na nek način poskuša biti avtonomno, vendar na način, da staremu ohranjamo dostojanstvo, da staro pravzaprav ohranja prvi plan, da na nek način stopi v ospredje, kljub temu, da je zadeva popolnoma predrugačena, da je nekdanji hlev spremenjen v eno tako vrhunsko nastanitveno kapaciteto. Pri prenovah gre za čas, ki je na nek način vpisan v materialnost, v specifično vzdušje, ki ga prostor ima. In tukaj ohranjamo na različne načine ta kamen. Z notranje strani je pač ohranjen na način, da je zelo očiščen, da je na novo sfugiran. Medtem ko zunaj smo želeli ohraniti v bistvu ta spran omet, tukaj, kjer se zares najbolj vidi ta čas, ki je tukaj zares dolgo ustvarjal to podobo in vzdušje. Po besedah arhitektke Lucije Penko je beton rdeča nit, ki povezuje med seboj zunanjost in notranjost, v katerem so izražene vse nove poteze. Beton je v svojem bistvu kamen, ki je prevzel drugačno obliko. Da bi pozornost ohranili na obstoječih kvalitetah, so nove poteze v prostoru enovite in enostavne. Elementov je malo in se med sabo povezujejo. Kuhinjski pult se izteče v jedilno mizo, kuhinjske omare skrivajo kopalnico in podpirajo stopnice, ki vodijo v prvo medetažo, klop v dnevnem prostoru pa se konča v stopnicah do podesta spalnice. Povejte mi še kaj o tem prevladujočem hrastu, ki se dol od kuhinje in od kuhinjskega pulta vleče skozi vse etaže. Zbrali smo hrast predvsem zato, ker se veliko pojavlja v tem kraškem prostoru. Tudi obstoječi strešni nosilci so recimo iz hrasta. Hrast ima tudi sam po sebi zelo enostavno teksturo. Nismo ga barvali, ampak hrast je samo oljen in je v tej naravni barvi, ki doda toplino in malo bolj taktilne površine. Kljub racionalni umestitvi bivalnih prostorov v volumen nekdanjega hleva, vsega pač ni bilo mogoče stlačiti van. Nekatere tehnološke elemente so zato umestili v nov objekt, ki mu pravijo paviljon. Tam je notranja enota toplotne črpalke, kurilnica z utilitijem, letna kuhinja in dodatna soba s spalnico. Glede na to, da je ta prenova nekako namenjena temu, da bi mogoče prišla sem bivati več kot dva, je nekako bila sprejeta odločitev, da bi postavili še neko dependanco. Kako je pa potekala komunikacija med materjo in hčerjo, med investitorjem in arhitektom, sploh glede na to, da ste vi, Lucija, večina časa v Londonu? Ja, ko smo začeli v bistvu z samim izrisom ideje, sem pravkar doštudirala v Ljubljani in v bistvu prve načrti so nastajali tukaj v Sloveniji. Ampak slučajno je, ko smo začeli samo gradnjo, sem se preselila v London, kar je bil kar izziv, v bistvu gradnjo voditi z druge države. Precej vikendov sem preživela na avionih, ob jutranjih sestankih, kamor smo zbobnali vse izvajalce naenkrat, ker sem bila pač tukaj vsake 3 tedne. S tem, da vmes sva se pa pokrivala še z mamo, ona je včasih mi poslala fotografijo kakšnega zaključenega dela, pa sem takoj opazila napako in smo šli v akcijo popravljati. Ja, bila je res intenzivna komunikacija. Ja, bilo je pestro, ampak moram reči na splošno super izkušnja, krasen izziv, res. To vrstna zveza nadaljavo se tudi očitno obnese. Ja, vse, ja. Dokler Cambre ne obiščeš, težko verjameš, da se da na tako majhen prostor stisniti toliko doživeti. V nadaljevanju vam pokažemo učinkovito energetsko obnovljeno hišo iz 70-ih let, ki je po prenovi predvsem dobro zadihala, in vrt v vasici Budanje, vrt, ki zares prekipeva od cvetja in barv.
Ste kdaj pomislili, da je eden najpomembnejših elementov našega dobrega počutja v resnici neviden? To je zrak, ki ga dihamo. Tako samoumeven in neopazen je, da se preredko vprašamo, kakšne kvalitete je. Slab, onesnažen, postan zrak ne bo v telesu opravljal mikročistilnih opravil, ki bi jih sicer moral. Predstavljamo vam primer, ko hiša po prenovi ni dobila samo tople preobleke, ampak tudi dovolj svežega zraka v vseh prostorih. Gospa Janja, tale hiša sega v leto 1973. Ja. In pred letom in pol ste se odločili za celovito energetsko sanacijo. Kaj je bilo prej v hiši, kaj se je dogajalo takega, da ste rekli, nujno je treba nekaj narediti? Hiša je bila že dotrajana, bom rekla. No. Bila so lesena okna, ni bila izolirana, kurjava je bila na olje, kar je bilo drago, izguba je bila velika. In smo se odločili, da bomo pač sanirali hišo tako, kot je treba, energetsko varčno. In smo pač se odločili, da gremo do ekosvetovalca, da nam še on svetuje, kaj naj naredimo, in potem smo začeli sanacijo. In kaj so vam svetovali, za kakšen način ste se odločili? Je rekel tale svetovalec na takšen način, če bomo mi zaprli hišo z novimi okni in z stiroporom, je kot da bi pokrili hišo s vrečko in ne bo dihala. In nam je omenil, da obstaja tudi par podjetij v Sloveniji, ki se ukvarjajo s prezračevanjem. Moram reči, da sem bila takoj presenečena, ker sem dobila tudi hitro ponudbo. In je znašala dosti manj, kot sem jaz pričakovala. Če bomo celo hišo dali v ta sistem prezračevanja, sem si predstavljala en večji znesek, kot pa je. Hiša ima torej nova plastična okna, Ja. Imate novo fasado, kar pomeni, da energetsko ste bolj učinkoviti. Dosti bolj. Kako je pa zdaj z občutkom noter oziroma s prezračevanjem? Kako zdaj to izgleda pri vas v praksi? S prezračevanjem sem tako zadovoljna, da vam moram povedati, tudi ni nobenega dela s tem, to je avtomatsko vse vodeno. Če hočemo posebej še prezračiti, to lahko tudi narediš. Enostavno začiščenje, filtre spereš pod vodo, zamenjaš. V glavnem zelo enostavno. No. Kako pa veste, kdaj je treba filtre menjati? Oziroma oprati? Tudi to se ti označi. Ne? Na stikalu od prezračevanja se prižge lučka, ki ti opozori. Filtri so toliko umazani, da jih je treba sprati in ščistiti, in to narediš. Ste pa v vaši hiši še posebej občutljivi na kvaliteten zrak, ker imate v hiši alergika, ne? Tako je. Zdaj nov sistem prezračevanja to tudi rešuje? Tudi. Letos je to, lahko rečem, rešeno s tem, ker smo uporabili antialergijske filtre in ne dopuščajo vhod cvetnega praha v stanovanje in je dosti boljše. Gospod Kuster, ena povprečna družina na dan proizvede, spusti v zrak, po domače rečeno, 15 litrov vode. Kam zdaj ta vlaga gre? Vkolikor je ne odvedemo iz prostora z nekim prezračevalnim sistemom, se vlaga absorbira v stene, ne? In samo vprašanje časa je, kdaj pridemo od te kritične točke, da stene zacvetijo. Najprej se vidijo pikice okrog okna, pol kondensno okno poznajo vsi, ko se zjutraj zbudijo, in naslednja faza je pa že plesen, za katero pa vsi vemo, da je živi organizem, ki je škodljiv za zdravje, če vdihavamo te mikrodelce iz plesnivih sten. Nekaj je pa tudi kvaliteta zraka v smislu CO2-ja in kisika, ker ljudje nujno potrebujemo tudi kvaliteten zrak, na takem bolj spimo, na takem se bolj počutimo, ne? Absolutno. Zdaj, zanimiv primer je, ne, da povprečna slovenska spalnica ima približno 30 kubičnih metrov zraka, ne? In po vseh izračunih, tak zrak, če spita v njej 2 človeka, porabita v 3,5 urah. Ne bo noben umrl, ker to ne pomeni, da se bo zadušil, ne? Ampak normalno je, da je kvaliteta spanja, torej obnavljanje organizma, ki se dogaja preko nočnega počitka, bistveno slabše, kot če ti prezračuješ in je ta raven kisika ustrezna, vedno dovajaš svež zrak, odvajaš slabega in ta proces prezračevanja mora teči neprestano.
Dobro prezračevanje je tisto, ki ne čutiš, da ga imaš. Torej ga ne slišiš, ne čutiš nobenega prepiha, ni toplotnih izgub in ti se počutiš ok. In zdaj, če se človek odloči torej, za vaš sistem prezračevanja, za decentralni sistem, pa že ima hišo recimo iz 70-ih, 80-ih let, začute to potrebo, kako se tega lotiti, kaj se vse zgodi na hiši? Velika prednost našega sistema je ravno ta, da lahko ta sistem vgradimo v katerikoli fazi. Torej, pri sanaciji starejšega objekta se zadeve naredijo pač naknadno, izvrtajo se iz vrtine, brez posebnih gradbenih posegov ali poškodb na fasadi ali v notranjosti objekta. Ves sistem je skrit v fasadi, torej vse, kar vidite v prostoru, so difuzorji, torej enote na ta način dovajajo zrak v prostor in ga odvajajo, in pa v sanitarnih prostorih odvodne enote, ki so ravno tako estetsko nemoteče in funkcionirajo neprestano. Ljudje imajo sigurno tudi kakšen pomislek glede ohranitve energetske učinkovitosti. Torej, če ste mi hišo nekajkrat naluknjali, po domače rečeno, a to pomeni, da bom več toplote izgubljal s tem? Ravno obratno. Te luknje ne ostanejo prazne, ampak se napolnijo z energetsko učinkovitimi aparati, ki skrbijo, da se pri izmenjavi zraka ne ustvarjajo toplotne izgube. Torej, izkoristki te zadnje generacije prezračevalnih sistemov, govorimo o kvalitetnih ali pa najboljših, so bistveno preko 90%. Torej, v enem dnevu je nov sistem prezračevanja že lahko umontiran, nameščen. Po kolikem času pa začne človek, uporabnik, to dejansko čutiti? Zdaj v eni uri ali pa 2 urah ne čutiš skoraj ničesar, ker bistvo dobrega prezračevanja je, da izmenja zrak v celoti. In pretoki morajo biti počasni, enakomerni, da nas ne motijo, da ni prepiha, da ni vdora tega zraka, ki bi ga čutili, kar pomeni, da se pravi efekt čuti, bom rekel, po enem dnevu, ko se vsako batura zamenja enkrat. Še najbolj pa bi bila očitna razlika, ne vem, po enem tednu obratovanja, ko se očisti zrak v celoti, tudi pustite sistemu, da deluje neprestano. Za svoje lastno obratovanje porabi tako malo energije, da če boste tudi mesec dni na potovanju, ne morete porabiti za en kapučino. Se pravi, za eno hišo, takšno kot je tale, ki ima vgrajenih 9 rekuperatorskih enot in pa 3 ventilatorske enote, je letna poraba energije za lastno obratovanje pod 15 evri. Vsak, ki v pomladno-poletni sezoni želi zeleno in dehtečo okolico, si je letos že moral umazati roke. V resnici je za cvetoče rezultate časa še vedno dovolj. Za navdih pa je tukaj vrt v Vipavski dolini, ki prekipeva od cvetja in barv. Na majhnem prostoru, ki smo ga obiskali lansko pomlad, je lastnica zbrala bogastvo rastlin za čudovite prizore iz dneva v dan. Tukaj je tako lepo, pri Mariji Troštu v Budanjah, da si res želim, da bi bili lahko z nami. Z nami, da bi videli, kaj vse cveti, kako vse diši. Prijetno toplo je in rad bi vas povabil, da gremo skupaj skozi njen vrt. Jaz pravzaprav nisem prvič pri Mariji Trošt v Budanjah, tako da ta vrt občudujem že nekaj časa, ampak vedno me je postal njen stavek, ki mi je bil tako simpatičen. Njen oče je imel navado reči, da kamorkoli ona zobotrebec vtakne, kar ozeleni. In kdor jo malo bolj pozna, ve, da ima res zelene prste, kot se temu reče. Vse, česar se loti, kar posadi, kar poseje, kar množi, vse uspeva. Marija, od kdaj in zakaj? Od zmeraj. Od zmeraj. Jaz pač uživam z rastlinami. Karkoli usadim, skoraj ni stvari, da ni zrastla. Zgodba Marijinega vrta se je začela pred približno 15 leti. Takrat je postavila pritlično montažno hišo na majhnem zemljišču, ki meri malo manj kot 600 kvadratnih metrov. Takrat vrta še ni bilo, le nekaj dreves in potoček, ki teče med parcelo in cesto. Prvo leto je bilo tle tako dobrega pol metra višinske razlike in je bilo treba pohno zemlje pripeljati, da o tem ne komentiram, ampak kljub vsemu sem usadila prvo vrtnico, New Down.
Čeprav je bila parcela še neurejena. Popolnoma, kar ni moglo biti. Bila je breza, ki je tam od 80. leta. Sem jo prinesla z brkinov visoko 10 centimetrov. In bili se v Ligustri, ker sem nekoč prej imela tle vrt in nič drugega. 2004 sem pa nasadila glavnino, vse vrtnice, večino plezavk. Naredila sem si plan, obvezno so mogle biti zdrave, obvezno so mogli dišati, to je bil pogoj in mogli so se skladati. Tako, to je bil moj razpored. Pa začneš počasi. 2004 sem tudi polahala travo, ko to mi je bilo bolj pomembno kot tomare v hiši. Zakaj prav vrtnice najbolj? Vrtnice so mi bile še kot otroku zelo všeč. In spomnim se, ko je bila neka procesija, da se je te vrtnice potresalo. In tisti von vrtnic mi je bil fantastičen. Vrtnice, tako kot imajo večina na Gredici, to pri meni pač ne pride v poštev za teh nekaj 100 metrov. Vedela sem, da če bodo vrtnice od tav, da bom pač napravila opornice. Še en dober plus je to, si pol šele ugotoviš. Vrtnice se hitreje posušijo. Vsi jamrejo, koliko imajo bolezni na vrtnicah. Jaz nimam. Pride kdaj kakšna malenkost, ampak res, da so že v osnovi izbrane takšne, ampak prav zato, ker so na latnikih, lahko spodaj sediš trajnice, ampak ne prav zraven korenin. Pa se kdaj tudi kaj raztegne, pa malo pokoplješ, pa je. Potem pa ostalo. Trajnice zato, da zmeri nekaj cveti in zelenje, zato ker zelena ima toliko lepih odtenkov. Skoraj samoumevno je, da kdor tako uspešno vrtnari, ima rastlin več kot preveč. Marija Trošt jih razdaja, saj jih je škoda kompostirati. Ogromno. Ne vem, 10-15 gajb spomladi, lahko tudi več. Pač parcela je majhna. In ker je majhna parcela, ni prostora. In če hočeš, da trajnice preživijo, jih je treba malo rečiti. Jaz rečim na tak način, da potalam, vmes pa nasujem malo zemlje. Marija Trošt ima več darov, med katerimi je tudi veščina sestavljanja očarljivih šopkov. Šopki so moja druga strast. In če ni nič, ko rečejo, nič ni bilo na vrtu, pa napravila šopek. Jaz grem skozi, se je polhno listov, pa trav, pa bršljanov, pa recimo bilo kaj raste, pa še par cvetov zraven zmeri je, šopek je zmeri. Gotovo ste opazili, da na vrtu Marije Trošt cvetje ni samo na gredah, ampak tudi v koritih in loncih. Tako ljubiteljica rastlin rešuje stisko zaradi premajhnega vrta. Moram pa reči, da sem korita dejansko zelo zmanjšala, imam minimalno, ker če so premajhna korita, je treba kar naprej nekaj zalivati in moraš biti dosti bolj pozoren, pa tudi klima se zelo spreminja. Recimo jaz, zdaj, ko sem malo več doma, opazujem to. In zadnje leta se je klima neverjetno spremenila. Zjutraj posveti sonce in zažge liste, recimo. Izbiram rastline, ki so malo manj občutljive. Kljub pestrosti in pomanjkanju prostora na vrtu pa Marija Trošt svoje zasaditve načrtuje. Skuša uskladiti barve, strukture, teksture. Zmeri vidim sliko. Zmeri. Vidim, kako bo, ko bo cvetelo. Tudi karkoli drugega prinesem. To je verjetno danost. Še nečesa ne smeva pozabiti. Vi marsičesa vendar ne bi zmogli sami, tukaj na vrtu. Moram tako reči, zmeri rabiš nekoga, da ti da eno roko. Luka je izvrsten za vsa korita, lesena, vse to napravi on. Opornice 90 do 25% od cvetelih vrtnic tudi on obreže. To moram priznati, to glavnem dela on. Vrt Marije Trošt v Budanjah ponuja nešteto zanimivih prizorov, ki so na ogled vsem mimoidočim, saj za razliko od večine slovenskih vrtov nima ograje. Lastnica želi lepoto svojega vrta deliti z vsemi. Tako, dobili ste navdih za cvetoči vrt in namig, kako poskrbeti, da v hiši ne bodo cvetele stene.
Globoko zadihajte na pomladnem zraku, naberite si moči za nove podvige in če bodo ti povezani z vašim bivališčem, nas za vedno nove in sveže ideje obiščite tudi na našem Facebook profilu, kjer vas čaka več kot 33.000 somišljenikov. Ravno prav zavihane rokave vam želim do prihodnjega tedna, ko se spet vidimo in vam pokažemo domiselno urejen dom Beograjčanke v Ljubljani in vrt s tradicionalnimi kmečkimi rastlinami ob hiši s starodobnim pridihom.